Iz naših krajev. Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci v današnji oddaji, ko se sprehodimo po Sloveniji. Tokrat se bomo ustavili v občinah Braslovče, Murska Sobota, Ilirska Bistrica, Kočevje, Žirovnica in Ljubljana. V drugi januarski oddaji boste tako lahko slišali, da bodo v občini Braslovče spomladi začeli graditi zdravstveni center. Poročali bomo tudi o gradnji neprofitnih stanovanj v nekdanjih prostorih ekonomske šole v Murski Soboti, ter da je z novim letom zaživela civilna iniciativa za oživitev grajskih pristav gradu Snežnik. Spregovorili bomo med drugim tudi o načrtih za nadaljnji razvoj kočevske občine, da v Žirovnici gradijo poseben nagnjen vetrovnik, ob sklepu oddaje pa bomo pogledali še v Ljubljano, kjer bodo v ponedeljek na Pogačarjevem trgu odprli drsališče. K poslušanju vas vabim, Alen Salihovič. Radio Ognjišče v vašem kraju. V občini Braslovče so zaradi vse večjih potreb po zagotavljanju kakovostne zdravstvene oskrbe pristopili k celostnemu reševanju problematike pomanjkanja zdravstvenih storitev na območju. Zgradili bodo zdravstveni center. Lokacija zdravstvenega centra bo v Rakovljah, v neposredni bližini osnovne šole, večjega stanovanjskega kompleksa. In iz tega vidika je dostopnost toliko bolj upravičena. Je povedal župan Tomaž Žohar. Gre za javno-zasebno partnerstvo, je dodal. Javno-zasebno partnerstvo zaradi tega, ker je to, glede na naše finančne omejitve, edina pravna pot, ki lahko pridemo do takega namenskega zdravstvenega centra oziroma namenskih prostorov. In sem zelo hvaležen, da smo prišli v fazo, ko se bo začel objekt graditi. Dela bodo stekla spomladi. Zdravstveni center bo po terminskem načrtu namenu predan konec prihodnjega leta. Zdravstveni center je res zgodovinska pridobitev za našo občino. Namreč prvič v zgodovini dobivamo namenske prostore za zdravstveno dejavnost. To je ključnega pomena za večjo dostopnost primarnih zdravstvenih storitev našim občanom. To je ključno, da povečujemo kvaliteto življenja, predvsem pa povečujemo neko zdravstveno varnost v naši dolini, kar je izjemnega pomena. Je še menil Žohar. V zdravstvenem centru bodo prostore dobile 4 ambulante družinske medicine, referenčna in pediatrična ambulanta, fizioterapija in lekarna. Vrednost celotnega projekta znaša 5,5 milijona evrov. Od tega bo dobra polovica šla za gradbena dela. Ostala sredstva bodo namenjena stroškom financiranja ter upravljanja zdravstvenega centra v času 15-letnega koncesijskega obdobja. Prispevek sem pripravila Helena Križnik. Radio Ognjišče v vašem kraju. V središču Murske Sobote so konec preteklega leta odprli prenovljeno stavbo nekdanje ekonomske šole, v kateri so uredili neprofitna stanovanja. 12 je namenjenih mladim, 3 pa drugim občanom, je pojasnila direktorica javnega stanovanjskega sklada mestne občine Gabi Flisar in dodala. Naš cilj oziroma naša želja je bila, da obnovimo bivšo ekonomsko šolo, se pravi stavbo, ki je samevala in je začela propadati. Zato smo se skupaj z mestno občino odločili, da v njej uredimo stanovanja za mlade družine in pa za ostale občane mestne občine. Se pravi, da dobi stavba neko novo funkcijo in pa da rešimo to degradirano območje. Najemnina je odvisna od velikosti stanovanja, se pravi od kvadrature. Za najmanjše stanovanje, ki je veliko 34,17 kvadratov, bo najemnina 172 evrov približno, za največje, ki je 66 kvadratov, pa 320 evrov in nekaj malega. Stavbo, ki je bila dolga leta prazna, je izvajalec Del Pomgrad celovito energetsko prenovil. Projekt je financiral javni stanovanjski sklad mestne občine Murska Sobota, skupna vrednost investicije pa je bila nekaj manj kot 2,5 milijona evrov. Župan Damjan Anžel pojasnjuje, da imajo na omenjenem območju v načrtu še eno prenovo. Že naslednje leto bomo pristopili k prenovi občinske zgradbe v sklopu celostnih teritorialnih naložb, namreč imamo zagotovljena sredstva, tako da ta projekt gre v 2025 tudi v realizacijo. Tako da občinska zgradba, jaz verjamem, da bo v naslednjih 2 letih potem energetsko sanirana, tudi z seveda lepšo podobo. Ostane pa še ekonomska šola na drugi strani ceste, ki pa je v zasebni lasti, ampak tudi tukaj se z lastniki že pogovarjamo o neki novi vsebini, kako tudi bi zapeljali ta projekt, ampak tukaj odločitev
potem na lastniku in tudi dinamika je pa tudi se strani lastnika nekako izražena želja bodisi o prenovi ali porušitvi in zgraditvi novega poslovno-stanovanjskega objekta. Na prvi razpis za dodelitev zgrajenih stanovanj je prispelo 17 vlog, od katerih je bilo 7 ustreznih, za preostala stanovanja pa je bil objavljen še en razpis. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko. Radio Ognišče v vašem kraju. Predstavniki Društva ljubiteljev gradu Snežnik in drugih lokalnih organizacij so se z novim letom povezali v civilno iniciativo. Ministrstvo za kulturo pozivajo naj nemudoma odpre grajske pristave. Te so zaprte že skoraj 20 let. Naše društvo deluje sicer že od leta 1999. V prvem delu smo se prizadevali, da bi se obnovili tako grad kot pristave. Ta obnova se je začela tam 2005-2006, vendar se ni nikoli dokončala. Od 11 predvidenih milijonov je država vložila 7 milijonov in potem je ta obnova zastala. Je povedal predsednik društva Marko Gorše in dodal. Zadovoljni smo, da z samim gradom upravlja Narodni muzej Slovenije, ki je pač najstarejša in taka ugledna kulturna inštitucija. Medtem ko pa za pristave pa vidimo, da ministrstvo nima neke vizije prave, tako da pri tem pač kot civilna družba smo ji pripravljeni pomagati. Ko je nastopila ta vlada, smo šli pač takoj se z njimi pogovarjati, tako kot se vsemi ministri tudi prejšnjimi, ki se pač na tem ministrstvu tudi zelo hitro menjujejo, vendar zdaj po 2 letih se pač ni zgodilo nič. Predstavniki civilne iniciative zdaj od Ministrstva za kulturo pričakujejo, da grajske pristave v najkrajšem možnem času odpre, ob tem pa jim ponujajo tudi kulturni program, ki so ga v preteklosti tam že izvajali. Poleg tega poudarjajo, da ne želijo biti pri soustvarjanju programa edini, saj menijo, da morajo biti pristave odprte za vse lokalne deležnike, ki želijo delovati na področju kulture in turizma. Eden izmed članov iniciative in vodja festivala Plavajoči grad, ki vsako leto poteka v neposredni bližini pristav, Matija Solce, meni, da imajo tako grad Snežnik kot tudi pristave velik potencial. In cela notranjska regija bi lahko od tega živela. Se tle je bilo v času Šemburgov zaposlenih 70 ljudi, ki so se s tem gradom ukvarjali. Toliko ljudi bi bilo tudi danes verjetno tle zaposlenih. Tle bi bila res akademija, mi so imeli resne nastavke za akademijo. Mi že 12 let delamo ogromen festival, ki je imel lani recimo 200 skupin nastopajočih, 1200 umetnikov, 10.000 obiskovalcev. Če ministrstvo ne bo ukrepalo, se bodo po njegovih besedah lotili tudi skrajnih oblik protestov. Skušali bodo vstopiti v pristave, na silo zamenjati ključe in enega predati ministrici. To bo simbolna gesta, s katero želijo spodbuditi pozornost javnosti. Ministrstvo za kulturo je v odzivu zapisalo, da je objekt prenovljen predvsem za gostinske namene. Zato so se z občino Loška dolina dogovorili, da ga neposredno oddajo zainteresiranemu gostincu. V ta namen bodo kmalu objavili javni razpis za najemnika pristav. Ob tem so poudarili, da so na začetku minulega leta potekali tudi sestanki z občino glede možnosti prevzema snežniških pristav strani občinskega javnega zavoda za kulturo in turizem. Na sestankih pa so bili prisotni tudi predstavniki Društva ljubiteljev gradu Snežnik. Kot so še navedli z ministrstva, cenijo prizadevanja civilne iniciative in opozorila, da so pristave že predolgo zaprte, zato so odprti za nadaljnji dialog ter sodelovanje z njimi in vsemi zainteresiranimi stranmi. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič. Radio Ognišče v vašem kraju. Po novem letu je načrte in naloge na področju razvoja občine na srečanju z mediji predstavil kočevski župan Gregor Košir. Nekdanji podžupan je vodenje občine prevzel na oktobrskih nadomestnih volitvah. Poleg odločenosti po napredku pri integraciji romske skupnosti ima župan številne načrte na področju zdravstva. Njegov cilj je, da bi imeli v mestu čim več potrebne zdravstvene oskrbe, hkrati pa bi postali regionalno zdravstveno središče, ki bi pokrivalo območje vse do Novega mesta in Ljubljane. V ta namen, poleg zdravstvenega centra Kočevje, ki je svoja vrata odprl lani, načrtujejo odprtje več novih ambulant, postavitev heliporta, ki ga bo sicer večinsko financirala država, in pridobivanje novih zdravnikov. Košir še dodaja. Zdravstvo kot ključna zadeva, ki ljudi najbolj skrbi, se pravi čim več storitev v Kočevju.
Mimogrede odpiramo kardiološko ambulanto, vzpostavili bomo, upam, da še letos ORL ambulanto, nadgradnja zobozdravstvene storitve, širitev razvojne ambulante za otroke, v bodoče tudi center za duševno zdravje otrok, širitev centra za duševno zdravje odraslih in pa seveda širitev ambulant, ultrazvok, rentgen, to so vse stvari, ki morajo tukaj funkcionirati. Občina si bo prizadevala za izboljšanje zagotavljanja pomoči in oskrbe na domu. V ta namen bo po njegovih besedah kmalu zaživel občinski javni zavod, ki bo imel svoje prostore v stavbi stare knjižnice na Ljubljanski cesti, prenova katere naj bi bila končana naslednje leto. Na področju gospodarstva se zdi Koširju nujno, da podjetnikom in podjetjem še naprej pomagajo pri zagonu ali razvijanju dejavnosti, čeprav bi morala biti to v prvi vrsti naloga države. Košir se zaveda tudi potrebe po novih stanovanjih, saj občina dobiva vse več in več novih prebivalcev. Projekti, ki že potekajo, so obnova športnega doma Gaj, gradnja kolesarske povezave Kočevje-Cvišleri in urejanje levega brega Rinže. Med projekti, ki jih načrtujejo, pa sta kolesarska pot Kočevje-Dvor in obnova Šeškovega doma. Slednja je odvisna predvsem od uspešnosti pridobivanja državnih sredstev. Prispevek sem pripravila Petra Stopar. Radio Ognjišče v vašem kraju. V poslovni coni Žirovnica je lansko jesen stekla gradnja nagnjenega vetrovnika, ki bo drugi tovrstni v Evropi. Namenjen bo predvsem smučarskim skakalcem, letalcem z letalno obleko, padalcem in drugim športnikom ter adrenalinskim navdušencem. Gradnja dobro napreduje, tako bo predvidoma vrata odprl letošnjo jesen. Projekt izvaja slovensko podjetje Inclident Labs, ki ga je ustanovila švedska družba. Ta je leta 2017 postavila prvi nagnjen vetrovnik in tehnologijo patentirala. Zaradi velikega povpraševanja se je odločila takšen vetrovnik postaviti tudi na območju Nemčije, Avstrije, Italije ali Slovenije in ga tako bolj približati zlasti smučarskim skakalcem. Na koncu so se zaradi bližine skakalnih ekip in skakalnic ter morebiti tudi zaradi nižjih stroškov in hitrejše možnosti izvedbe odločili za postavitev vetrovnika v Sloveniji, je pojasnil slovenski koordinator projekta Jože Lavtižar. Žirovnico so izbrali zaradi bližine skakalnic v Planici, Kranju in Beljaku ter bližine letališč, pa tudi zaradi komunalno urejenega zemljišča v poslovni coni. Dela so stekla oktobra lani in dobro napredujejo. Če bo šlo vse po planu, bi morala biti investicija končana najkasneje novembra, je izpostavil Lavtižar. V 800 kvadratnih metrov velikem objektu bodo prostori za ogrevanje športnikov in druženje, osrednji del pa bo namenjen vetrovniku oziroma vetrnemu tunelu. Gre za simulator aerodinamičnih pogojev. Hoteli so en približek ene situacije v zraku in da ne bi bilo vse skupaj na bazi ostalih vetrovnikov, ki jih je več kot 200 po celem svetu. Se pravi, te ostali vetrovniki funkcionirajo tako kot ta, rečemo, v Planici ali pa v Logatcu, kjer se ti uležeš na eno mrežo in te to zrak dvigne par metrov gor dol. Ti vetrovniki so vsi omejeni samo na gibanje vertikalno, imenuje vertikalni. Naš se pa imenuje inclined, se pravi nagnjen vetrovnik. Cela platforma tega vetrovnika se z ene strani dvigne do 40 stopinj in v bistvu veliko bolj lahko simulira vse te situacije ali pri skokih s hribov ali z aviona oziroma zelo aktualno je to pred parimi leti ratalo za skakalce. Nagnjen vetrovnik v Žirovnici bo tako prvi, ki bo zgrajen z ničle, kar bo omogočilo uporabo nekaterih novih tehnologij. Kot je povedal Lavtižar, so sicer razmišljali tudi o tem, da bi preuredili vetrovnik v Planici, vendar so ugotovili, da bi bila cena praktično višja od cene novogradnje. Ta bo znašala približno 6,5 milijona evrov.
Pri projektu s svojim znanjem in izkušnjami po zaključku tekmovalne kariere smučarskega skakalca sodeluje tudi Peter Prevc. Trenutno potekajo tudi pogovori, da bi manjšim ekipam stroške treningov, priprav in testiranj opreme v vetrovniku pomagala kriti Mednarodna smučarska zveza. Dokazano je namreč, da je, odkar skakalci uporabljajo vetrovnik, pri skokih manj poškodb in neljubih situacij, je dejal Lavtižar. Pojasnil je, da je na veliki skakalnici skakalec v zraku od 6 do 7 sekund. 1 minuta v vetrovniku je torej tako, kot bi skakalec 10-krat skočil na velikanki, zato lahko v vetrovniku dobi zelo dobre občutke, kako ravnati na skakalnici. Lavtižar računa, da bo zanimanja za vetrovnik v Žirovnici veliko. Poslovni rezultati vetrovnika na Švedskem, kjer ura letenja stane okoli 800 €, kažejo, da bi se naložba povrnila v 3 letih. Uporabniki prihajajo iz številnih držav, med njimi je veliko različnih adrenalinskih navdušencev, ki si želijo nove izkušnje. Vetrovnik bo predstavljal dodano vrednost tudi za žirovniško občino, kjer se zelo blizu pravkar gradi tudi manjši hotel. Prispevek sem pripravil Rok Mihevc. Radio Ognjišče v vašem kraju. Na ljubljanskem Pogačarjevem trgu so v decembru pripravili adventno božično tržnico s hrano, pijačo in drugimi artikli, od ponedeljka pa bo ta ploščad pred stolnico spet zaživela. Na istem prizorišču kot lani se bo namreč odprlo drsališče, ki bo vse do 2. marca obratovalo vsak dan med 11. in 21. uro. Drsališče bo pod šotorom v velikosti 10x30 metrov, namenjeno bo Ljubljančankam in Ljubljančanom in od mladih pa do tudi starejših. Je povedal direktor javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice Bojan Babič ter predstavil dejavnosti, ki bodo potekale na ledeni ploskvi. Bistveno je to, da v ponedeljkih in torkih bo od 9 do 12 to drsališče na voljo šolam, vrtcem za tečaje drsanja, od 12 do 21 bo na voljo vsem ostalim obiskovalcem. Ob sredah bo drsališče odprto do 17. ure, medtem ko bo od 18. ure naprej na voljo za ljudi, ki bojo želeli priti na tečaj curlinga. Prav se lahko učijo, lahko poskusijo, ni uvezna nobena oprema, niti bilo kakšno predznanje. Drsališče bo možno najeti tudi za praznovanje otroških rojstnih dni. Letošnja novost so mrežne talne lučke, ki bodo omogočale neomejeno svetlobno animacijo, so še sporočili iz javnega podjetja. Cena drsanja na drsališču z imenom Ledena pravljica bo 3 €, za drsanje in izposojo drsalk pa bo treba odšteti 5 €. Prispevek sem pripravil Marcel Krek. Z drsališčem v Ljubljani smo današnjo oddajo iz naših krajev pripeljali do konca. Če se tudi pri vas dogaja kaj zanimivega in bi to radi sporočili tudi našim poslušalkam in poslušalcem, to le naredite na elektronski naslov desk@ognjišče.si. Oddajo sem uredil Alen Selihovič, želim vam vse dobro. Poslušali ste oddajo iz naših krajev.